Na včerajšnji seji Državnega zbora smo obravnavali dva zakona z področja dela policije. To je zakon o nalogah in pooblastilih policije in pa zakon o organizaciji in delu policije. Ta dva zakonska predloga naj bi nadomestila sedaj veljavni zakon o policiji iz leta 1998. V osnovi je torej ta zakon, ta dva zakona, ki sta v postopku, veliko daljša, imata enkrat več členov, kot pa jih ima sedaj veljavni zakon. Kar se tiče zakona o nalogah in pooblastilih policije, smo ga v Slovenski demokratski stranki podprli. Temeljni razlog je v tem, da relativno zelo natančno opredeljuje pooblastila policije v sedanji obliki, dodaja pa nekaj novih pooblastil, kot sta prepoved udeležbe na športnih prireditvah in pa prepoved potovanja na športne prireditve. Ti dve novi pooblastili smo tudi podprli iz temeljnega razloga, ker gre za to, da je tako pooblastilo policije potrebno, glede na spremenjene razmere na športnih prireditvah, kjer je vse več nasilja in tudi evropske države tovrstna pooblastila poznajo. Kar pa se tiče zakona o organizaciji in delu policije, pa moram povedati, da smo ga odločno zavrnili. Zakon o nalogah, odnosno zakon o organizaciji in delu policije ima vrsto določb, ki za Slovensko demokratsko stranko preprosto niso sprejemljive. Naj navedem samo tri. Prvič, imenovanje generalnega direktorja policije je urejeno na način, ki ga praktično ne pozna nobena evropska država. Točneje, gre za sistem, ki ga na papirju poznata dve državi, Estonija in Portugalska, medtem ko vse, vendar tega člena ne uporabljajo, medtem ko vse ostale evropske države takega sistema preprosto ne poznajo. Druga zadeva je nacionalni preiskovalni urad. Ta je v zakon umeščen kot del kriminalistične policije, po drugi strani pa je zelo jasno razvidno, da je podrejen ministru za notranje zadeve in ne šefu kriminalistične policije, kar je svojevrsten paradoks. Torej, ukvarjati se z najtežjimi kaznivimi dejanji in ne odgovarjati šefu kriminalistične policije Slovenije je zadeva, ki je zelo jasno politično naravnana. Pomeni, da lahko notranji minister kadarkoli in kakorkoli vpliva na delo te službe. Je pa zanimivo tudi to, da nobena evropska država ne pozna sistema, kakršnega predlaga koalicija za lokalni nivo in za regionalni nivo. Govorimo o direktorjih policijskih uprav in komandirjih policijskih postaj. Koalicija v zakonu predlaga njihovo imenovanje za določeno obdobje, to je za obdobje 5 let z možnostjo enkratne ponovitve in nič več. Takega sistema nobena evropska država ne pozna. Tukaj se vidi zelo jasen poskus koalicije, ki je donedavno mislila, da bo na oblasti še leto dni, da bi v tem letu dni izpeljala seveda zamenjave vseh komandirjev policijskih postaj, to je 110 ljudi, in pa 9 direktorjev policijskih uprav. Zdi se mi, da lahko zelo odgovorno rečem, da gre za poskus politizacije policije, čemur seveda v SDS-u nasprotujemo.